Živijo, sem Majda in skupaj s kranjskimi sivkami vas pozdravljamo iz nekdanje stare šole v Višnji Gori, ki je danes poučen labirint o tej pomembni opraševalki. Hiša se imenuje Hiša Kranjske čebele. Kaj pa vse lahko vidimo v hiši? Osrednja nit te hiše je doživljajska razstava. Skozi razstavo obiskovalce vodijo animirani liki družine Roši, za katero pravimo, da je zaslužna za današnjo prepoznavnost in ugled kranjske čebele v svetu. Oni so namreč prvi popisali kranjsko čebelo, so zaslužni, da je šla kranjska čebela v svet. Oni so namreč trgovali s čebeljimi maticami, imajo velike zasluge pri razvoju čebelarstva. Trenutno se nahajava na razstavi. Kaj lahko tukaj zdaj vse vidimo? Kje čebela živi, kdo so člani čebelje družine, ukvarjamo se z biologijo čebele, obiskovalci si celo pogledajo žive čebele, ki so naseljene v 7 panjih. V Sloveniji smemo čebelariti samo s kranjsko čebelo, to je zakonsko določeno. Kako so čebele organizirane? Čebelja družina je izredno organizirana enota. Matica, kraljica, tista glavna čebela, ki leže jajčeca in poskrbi za zarod. Nato je v vsaki čebelji družini nekaj 100 do nekaj tisoč trotov. Vse ostalo pa so to čebele delavke, ki upravljajo vse naloge vezane na vzdrževanje družine, na nego. Glavna naloga čebel, pa tudi drugih opraševalcev, je opraševanje rastlin. Kaj vpliva na barvo medu? Rastline, na katerih čebele nabirajo medičino ali pa mano, vplivajo na okus in na barvo medu. Zakaj čebela umre, ko piči? Ko čebela piči, v mehko kožo aktivira tukaj na zadku želo, ki pa je polno kaveljcev. Želo pa se zaradi teh kaveljcev zadre resnično globoko in čebela, ko se trudi osvoboditi, tega seveda ne more narediti in si izpuli del zadka in zato posledično umre. Kranjska čebela je medonosna, mirna, dobro se orientira v prostoru in piči samo, ko se počuti ogrožena. Če pa se vam to zgodi, čim prej odstranite želo in mesto pika začnite hladiti. Adijo!